povabilo in za tak prisrčen sprejem. Jaz bom samo to korigirala informacijo. Sem članica Kalivite od časa, ko je prvo poslovalnico, oziroma prvo skladišče, prvo firmo, da tako rečem, odprla na Madžarskem, torej že 30 let. Ker sem Madžarka iz Vojvodine, boste verjetno zaznali tudi z moje govorice, sem pač preko teh mojih sorodnikov, prijateljev, ker pač tudi moja sestra je živela v Budimpešti več kot 30 let, sem prišla v stik s Kalivito, še bistveno preden je prišla v Slovenijo, sem pa z veseljem jo pozdravila tudi tukaj pri nas. Da ne bi jaz zabluzila glede omejitve časa, ker to znam, pa ne bi rada, bom kar brala. Tako da upam, da mi boste opravičili, da ne bom tako čist na pamet govorila, ampak se mi zdi boljše, da ne spustim kaj bistvenega. Tako da, naslov tega mojega izlaganja je med miti in resnicami našega zdravstva in kako lahko si pomagamo sami. Zdaj, to, kar me je zelo presenetilo, pred časom je en kolega iz naše skupine Iniciative slovenskih zdravnikov vtipkal v Artificial Intelligence, to je umetno inteligenco, moje ime in vprašal, kaj ve o meni. Zdaj rekla, prvo, kaj si blesal? Kaj misliš, da kaj ve o meni? In seveda ve. Dobili smo odgovor, kak sem kritična do farmacevtskih, čisto korektne informacije, ampak informacije, ki jih jaz tudi ne bi znala na ta način formulirati in seveda mi je čelust padla. Tako da sem seveda na črni listi farmacevtske industrije že od leta 1991, namreč takrat sem februarja v parlamentu v odboru za zdravstvo zagovarjala zakon, ki je predlagal strožji nadzor nad zdravili in cepivi. Seveda je bil zavrnjen, ampak po tem mojem 8-minutnem nastopu, ko sem pač povedala dejstva oziroma moje izkušnje tudi iz somatske medicine in vse, kar vem o tem, na kakšen način se pač ravna z našo varnostjo, povedala, od tega časa sem seveda na tej črni listi in moram reči, da mi ni mar. Bravo. Zadnja desetletja Svetovna zdravstvena organizacija vse bolj prevzema vodilno vlogo usmerjanja strategij zdravljenja večine bolezni. Po ustanovitvi leta 1948 se je WHO dolgo financiral izključno iz članarin držav članic, jih je 194. Zadnje 2 desetletji se je v njeno financiranje zmeraj bolj vključeval privatni kapital. Sedaj je to razmerje tako, da je 15% financirana iz članarin članic, držav članic, 85% sredstev pa donirajo razne fundacije ter farmacevtska industrija direktno ali indirektno. Ker so večinski financierji tudi določajo, zakaj se in na kakšen način lahko porabijo ta sredstva. Tako je medicina pristala v primežu farmacevtske industrije, ki v sodelovanju z od njih izbranimi odločevalci narekuje smernice, ki v veliki meri sledijo predvsem interesom kapitala. Povedala nekaj o težavah tega današnjega sistema zdravstvenega. Zdravstveni sistemi zmeraj bolj funkcionirajo po poslovnem modelu, kar verjetno je vsem nam razvidno. Javni zdravstveni sistem se sistematično razgrajuje že več kot 30 let in je posledično zmeraj manj dostopen ljudem. Zdaj smo videli v tej COVID krizi, da ne uporabim še bolj kritične besede, so pravzaprav odločevalci poskrbeli, da javno zdravstvo je bilo maksimalno nedostopno za bolnike. Zdravstvene ustanove so imele prazne hodnike, prazne ordinacije, na vhodnih vratih pa varnostniki pravzaprav niso prepuščali nobenega, ki ni imel zelo tehtnega razloga in celi kup enih dokumentov o tem, da so cepljeni ali pa sveže testirani, tudi če so bili življenjsko ogroženi, niso mogli priti do zdravnika.
To je na nek način nekaj, kar pač kapitalistično usmerjen ali pa ta kapitalno usmerjen na medicina dejansko želi doseči, da so storitve plačljive, da so dosegljive tistim, ki so to tudi sposobne plačati. Za ostale, nas navadne ljudi, pa bomo imeli dejansko telemedicino, ki bo temeljila dejansko samo na nekih algoritmih. To pomeni, na noben način ne bo zares odsevalo nekak odziv na naše realne potrebe. Medicina je postala razdrobljena, usmerjena v ozka specialistična in subspecialistična področja, obravnava bolnika pa postaja zmeraj bolj brezosebna, tehnicistična in dehumanizirana. Vemo, da razen strokovnega znanja, takrat, ko smo v neki stiski zaradi bolezni, nam vsaj toliko pomeni tudi človeški pristop. In razen še nekaj svetlih izjem v naši medicini, je večina, predvsem mlajših kolegov, usmerjena bolj v to tehnicistično, brezosebno obravnavo in s tem se seveda odvzame polovica pozitivnega efekta, ki nam eventualno lahko medicina ponudi. Celostni, holistični pristop zdravljenju bolezni izginja. Zdravniki, predvsem v primarnem zdravstvu, so družinska medicina, pediatrija, ginekologija, imajo izjemno visoke delovne normative, ki jih postavlja ZZZS, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje, ker dejansko Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje sistematično krčijo naše pravice, kljub sladkim besedam v parlamentu in pred mediji. Jaz sem skoraj 4 leta delala kot premostitvena varianta, ko sem se iz Prekmurja preselila v Ljubljano, sem kot premostitveno varianto pač morala sprejeti delo v zavarovalnici, zdravstveni zavarovalnici, in takrat sem od blizu videla, kako je to birokratsko-militaristična organizacija, v kateri so zdravniki pravzaprav osovraženi zato, ker prisluhnejo eventualno bolnikom. Torej najbolj grejo skozi tisti, ki so birokratsko naravnani. Tisti, ki smo ohranili nekak ta strokovni in človeški pristop tudi do bolnikov, smo bili vsak mesec klicani na zagovor direktorju in smo bili ustrahovani z odpovedjo, samo zato, ker smo imeli kakšen promil več bolniških staležev, kot je bilo morda prejšnji mesec. Tako da sem pol kot grlom do jagode pustila varno službo pod narekovaji, ker tega pritiska nisem več prenesla, ker sem predvsem človek, pol zdravnik in šele pol sem lahko bila birokrat med zaposlitvijo pri njih. Sem zapustila varno službo ob hipotekarnem kreditu, z nočnimi moram biti, da grem s culo na hrbto po Tromostovje, če mi ne zalaufa moja zasebna ordinacija, samoplačniška psihoterapevtska ordinacija, ki je bila, seveda, ko sem zapustila redno službo na ZZZS, brez enega samega pacienta. Ampak ta pritisk, ta nečloveški odnos mi je narekoval, da moram iti, pa tudi če tvegam culo na hrbtu. Strokovno avtonomijo zdravnika, razen nerealno visokih normativov zdravstvene zavarovalnice, omejuje tudi dejstvo, da se doktrina zdravljenja ustvarja po nareku in pritisku farmacevtske industrije. Če še malo to povem, da ko sem jaz začela delati, seveda ni bilo naročanja pacientov, smo morali obravnavati vse, ki so prišli, pa če jih je bilo 30 ali jih je bilo 90. Ampak nekako, če je bilo manj pritiska zaradi tega, ker ni bila neka epidemija, prehladnih bolezni, smo si lahko vzeli bistveno več časa za obravnavo, vzpostavili bolj osebne stike, spoznali družino in na ta način dejansko pridobili tudi eno zaupanje in možnost aktivnega človeškega sodelovanja za strani bolnikov. Zdaj, seveda je tudi ta strokovna avtonomija takrat bila lahko v mojih rokah. 7 let sem delala, 2 leti v pediatriji, 5 let v družinski medicini in moram reči, da sem uživala v tem delu, ker mi noben ni kratil moje strokovne avtonomije. Imela sem sicer odgovornost za svoje odločitve, ampak hkrati tudi so širino, da uporabim svoje znanje najboljše, kar je možno in v soglasju tudi z bolnikom. No, današnji normativi ZZZS, da omogočajo zdravnikom v primarni praksi
7 minut za obravnavo, od tega v ambulantnem delu 4 minute gre na birokratsko obravnavo. Zdaj se povprašate, kaj je možno v 3 minutah narediti. Pregled, anamnezo. Mene je šokirala informacija ene kolegice, s katero se skupaj stanovala med študijem. Ona je bila družinska zdravnica in ko je šla zdaj pred kratkim pokoj, je rekla, ko je prišla mlada specialistka, ki je prevzela mojo ordinacijo, je prvo, kar je naredila, je poklicala hišnika in rekla, naj odnese pregledovalno mizo, ker jo ona ne bo več rabila. Sem pomislila na to, ona morda ne, ampak pacienti bi pa. Ne? No, to je ta nova naravnanost zdravstva za nas, navadne ljudi. V takšnem zdravstvenem sistemu je bolnik postal pasiven predmet tudi tveganih in nepotrebnih zdravstvenih storitev ter porabnik prevelikega števila farmacevtskih izdelkov. Morda samo toliko, če zdravnik ima 3 minute časa za interakcijo s pacientom, nima časa niti za pošteno anamnezo, niti za pošten pregled, kaj še za posvetovanje. Pol je najlažje hitro napisati napotnico in recept. Zato se tudi te dolge čakalne dobe dejansko podaljšujejo, ker je izdano po nepotrebnem enormno veliko število napotnic za enormno veliko nepotrebnih diagnostičnih pregledov, ki so pa seveda lahko tudi tvegane in škodljive. Ravno tak, morda pa še bolj, se predpiše enormna količina zdravil po nepotrebnem. In brez preverjanja, kaj že bolnik jemlje in ali se te lahko kombinirajo ali pa ne. Polipragmazija je, ko bolnik sočasno uživa veliko število zdravil. To je to, o čem sem govorila. Posledice so pojav stranskih učinkov in interakcije med zdravili, ki so velikokrat nepredvidljivi in lahko tudi nevarni oziroma življenjsko ogrožajoči. V razvitih državah je smrtnost zaradi stranskih učinkov zdravil, interakcije med njima in posledičnih zapletov, tudi če ga bolniki jemljejo po priporočilih zdravnika, na 3. mestu vzroka smrti. Kar se mi zdi resno opozorilo. Potrošniško naravnana družba pasivizira ljudi, ki od zdravstva pričakuje instant rešitve. Za mnogo je bolj privlačno vzeti zdravilo za blaženje simptomov zdravstvenih težav, kot vložiti čas in trud v izboljšanje lastnega zdravja. To potrošniško držo podpira tudi aktualni zdravstveni sistem, obravnava bolnikov po tekočem traku. In tudi avtoritarna drža mnogih zdravnikov, drža, ki se jim privzgaja že med študijem, kar onemogoča tvorno, enakovredno sodelovanje med bolnikom in zdravnikom, ter tudi farmacevtska industrija, ki izrazito podpira predvsem farmakoterapevtski pristop obravnavi bolezni. Če želimo živeti bolj kakovostno in bolj zdravo, je nujno, da prevzamemo odgovornost za svoje zdravje, ter ga aktivno krepimo in varujemo. Med te sodi seveda tudi kritično razmišljanje o tem, ali res potrebujemo in katero zdravilo. Zdaj bi nekako v drugem delu svojega izvajanja pokazala malo to, kako isto stvar različno obravnava farmakoterapevtsko usmerjena medicina in holistična medicina. Ta problem je, tako zvan problem je holesterol. Jaz sem ga zelo dobro naštudirala, ker ga imam od majhnih nog oziroma od otroštva imam visok holesterol. In zaradi tega dejansko, to je en od razlogov, zakaj sem v Budimpešti pred 35 leti končala podiplomski študij iz fitoterapije oziroma teh dodatkov prehrani ali pa tudi načina prehranjevanja, s katerim lahko vplivam na izboljšanje ali pa na večjo varnost glede zdravja, ne da bi uporabljala po nepotrebnem zdravila. No, pomembno je vedeti, da ta zloglasni holesterol, za katerega takoj zdravnik napiše recept, takoj, ko je že malenkost čez umetno ustvarjeno spodnjo mejo. Zato rečem umetno ustvarjena spodnja meja, ker seveda ta normalen razpon
je ustvarjen oziroma določen po Gaussovi krivi. Torej, tisti, ki je nekako sodijo med večinske vrednosti, predstavljajo razpon minimalnega in maksimalne vrednosti. No, ko sem študirala pred nekaj več kot 40 leti, je zgornja meja, normalna meja holesterola bila 6,7. Jaz dvomim, da se v 40 letih človeški genom in človeški organizem spremenil. Bolj pa gre, po mojem, to je moje osebno mnenje, za nenehno zniževanje zgornje meje, dovoljene zgornje meje, ker na ta način farmacevtska industrija pasivno dobiva zmeraj več uporabnikov svojih produktov. Holesterol je, pomembno je vedeti, da je holesterol en od najpomembnejših gradbenih snovi v organizmu. Ima ključno vlogo v mnogih procesih. Je nenadomestljiv del celične membrane, je nujen za sintezo mnogih hormonov, nevrotransmiterjev, žolčnih kislin in še mnogih drugih snovi. Kot psihiater sem bila tudi v tujini na enem izobraževanju, ker so nas seznanili s tem, da tisti, pri katerih so statini, ta zdravila za zniževanje holesterola, zelo učinkovito znižali mejo holesterola, so se v tej skupini zelo povečalo število anksiozno-depresivnih motenj in se povečala samomorilnost. Tako da dejansko holesterol nujno potrebujemo kot surovino v organizmu in po mojem, to vzamite kot moje osebno stališče, je bolj smiselno se naučiti, kako ga obvarovati pred poškodbo, kot ga zniževati. Pri ocenjevanju tveganja za kardiovaskularne bolezni smo najbolj pozorni na razmerje med HDL in LDL holesterolom. HDL holesterol je lipoprotein visoke gostote, ki ima zaščitno vlogo, namreč odstranjuje LDL iz krvnožilnega sistema. LDL je lipoprotein nizke gostote, ki je potencialno škodljiv, če se kopiči v stenah arterij in s tem ovira pretok krvi. Takrat vodi do razvoja kardiovaskularnih bolezni. LDL holesterol postane škodljiv le, če pride do oksidacije, torej če pride do oksidativne poškodbe zaradi prisotnosti pretirane količine prostih radikalov. Torej, kaj lahko naredimo? Zaščitimo LDL holesterol pred uničujočim delovanjem prostih radikalov. To je to, kar lahko naredimo. Makrofagi so vrsta belih krvničk, ki čistijo organizem od poškodovanih celic ali poškodovanih snovi v organizmu. Požirajo tudi oksidativno poškodovan LDL holesterol in ko se napolnijo s temi maščobnimi kapljicami, izgledajo res kot žoge polne enih malih žogic, zato jih imenujejo tudi strokovno penaste celiste. One takrat migrirajo, torej grejo v steno ožilja, ker njihova celična ovojnica razpade in tako se omogoči nalaganje kapljic oksidativno poškodovanega holesterola v steno ožilja. Zaradi tega jo je pomembno ščititi pred oksidativnim stresom. Lahko tisti slajd, da še malo pokažem. Tukaj je bolj razvidno, da monociti sodijo v skupino levkocitov, ko grejo dejansko, in je LDL, ki ni poškodovan, ta LDL ostane izven stene ožilja, in monocit, ko zazna neke poškodovane celice ali pa neke snovi v organizmu, ki so nekoristne, ker so že poškodovane, se pretvori v makrofag. In takrat postane celica požiralka, tako da dejansko ona požira ta oksidiran LDL holesterol, tam na drugi strani vidimo penasto celico, ki pol gre v steno ožilja, se zgodi celična smrt in se na ta način nalaga ta poškodovani holesterol. Zdaj, problem je tudi v tem, da te makrofagi spuščajo takrat, ko pobirajo te oksidirani LDL, tudi neke vnetne molekule, ki sprožijo vnetje v steni ožilja in temu rečemo tiha vnetja. Seveda ni to edino, kar povzroča tiha vnetja, ampak en od
faktorje, ki povzroča tiha vnetja. Tiho vnetje je zaradi tega, ker nimamo nobenih simptomov. Vendar nažalost takrat, ko nastane tiho vnetje, to je mesto, kjer lahko poškodovan endotel, to je ta ena plast, ki oblaga žile od znotraj, to je ena čist tanka ta plast zelo nežnih celic. Ko so poškodovane, odpadejo, tam se pol nakopičijo trombociti, fibrinogen in nastane tromb. Seveda, ko nastane tromb, se razvija ali srčna kap, ali možganska kap, ali pa kakšna druga tromboza v kakšnem drugem organu. Za pojav kardiovaskularnih bolezni je najbolj okrivljen povišen holesterol. Drugi rizični faktori so enako ali celo bistveno bolj pomembni povzročitelji kardiovaskularnih bolezni. Med te sodijo torej tiha vnetja stene krvnih žil, visoka raven lipoproteina A, visok nivo homocisteina, stres, kajenje, nezdrava prehrana, pomanjkanje gibanja, sladkorna bolezen, visok krvni pritisk in še drugi povzročitelji. Čisto za informacijo, nažalost, vsi jahajo na tem holesterolu, ko pridete osebnemu zdravniku, noben pa ne pogleda lipoprotein A ali pa homocistein, tako da, če bo koga zanimalo, v SYNLABu je možno samo plačniško to kontrolirati. Jaz ga naredim letno enkrat, tako da sem približno na čistem, kaj se dogaja. Lipoprotein A je posebna oblika lipoproteina, podobna LDL holesterolu, nivo katerega določajo predvsem genetski faktorji. Torej, na njega zelo malo lahko vplivamo. Če sodimo v skupino, ki proizvajamo veliko tega lipoproteina A, takrat smo pravzaprav najbolj ogroženi pred kardiovaskularnimi boleznimi. Seveda, farmacija tega zaenkrat še ne forsira kot nekaj, kar je treba nujno zdraviti, zaradi tega, ker so šele v začetni ali pa tudi poznejših fazah so zdravila, ki so še zmeraj v neki fazi eksperimentalnega razvoja, ampak so izjemno draga. Tako da dejansko samo pri ekstremno visokem ravni lipoproteina A ga predpisujejo, in to samo specialisti, ki se ukvarjajo s presnovno motnjo lipidov. Vendar tudi ta eksperimentalna nova zdravila, pa biološka zdravila, lahko zmanjšajo nivo lipoproteina od 20 do 30%. Homocistein je pa aminokislina, ki se kopiči v organizmu, nastane zaradi presnovne motnje. Ta presnovna motnja lahko nastane zaradi pomanjkanja vitamina B6, B12 in folne kisline ali pa zaradi kakšnih drugih vzrokov. Ampak naštela sem te vitamine zaradi tega, ker lahko tudi morda mi preventivno delujemo, da na nek način se zmanjša ustvarjanje tega homocisteina. Povišana raven lipoproteina A ali homocisteina v krvnem serumu predstavlja večje tveganje za razvoj kardiovaskularnih bolezni kot sam holesterol. Uradna alopatska medicina glede problema povišanega holesterola daje največji poudarek predpisovanju zdravil, predvsem statinov. Navkljub temu, da statini zares znižajo raven holesterola, je izkupiček, torej nek pozitiven efekt, v smislu manjše kardiovaskularne ogroženosti bolnikov dokaj reven. Čisto za primer, recimo vse te študije, ki so jih opravile uradne inštitucije, torej korektno izvedene študije, vendar seveda farmacevtska industrija ni objavila. Najdete jih celi kup teh v zvezi s holesterolom, pa tudi drugih teh neobjavljenih študij v knjigi dr. Lidije Gajski, ki mislim, da je leta 2012 tudi prevedena v slovenščino, se je dalo nekoč dobiti v SANU-laborju, ena tak debela bukla, ki govori o prevarah farmacije. No, v glavnem je tisti del, ki je mene seveda najbolj zanimal zaradi lastnega visokega holesterola, je pokazal, da na ženske statini nimajo nobenega zaščitnega vpliva, tudi če znižajo holesterol. Pri moških pa, tako kot sem rekla, je ta izkupiček precej reven. Nekje te študije, ki jih farmacija noče objaviti, so pa narejene korektno, pokažejo, da če je v raziskovano skupino vključenih, 150 do 200 moških, oni morajo jemati 1 leto statine redno, da bi bil v 1 letu
pri 150 oziroma 200 moških, odvisno pač od študije, bil en kardiovaskularni dogodek manj. Kar pomeni, 150 do 200 ljudi se izpostavlja možnim stranskim učinkom, da se zmanjša tveganje letno za en kardiovaskularni dogodek. Statini so zdravila z velikim številom stranskih učinkov, ki lahko občutno znižajo kakovost življenja. Najbolj pogosti stranski učinki so, ki jih veliko ljudi, ki jih jemlje, čuti, so kronične bolečine v mišicah, pretirana utrujenost in druge težave. Bolečine v kitah, predvsem pri gibanju in so seveda tudi objektivne poškodbe. Imajo pa lahko tudi zelo resne stranske učinke. Marsikatere statine so ukinili prav zaradi tega, ker je bila smrtnost tisti, ki so jemali, relativno občutna, tako da so pa vseeno regulatorni organi se odločili ukiniti. Kaj pa lahko naredimo sami, da zmanjšamo tveganje za razvoj ateroskleroze? Pomembna je prehrana. Prehrana mora biti pestra in uravnotežena, narejena iz lokalno ekološko pridelanih živil. Procesirana hrana je polna škodljivih aditivov, maščob, soli, sladkorja, kar poveča tveganje za oksidacijo LDL holesterola, ki tako postane škodljiv in se poveča tveganje za razvoj tihega vnetja v žilah. Peroksidiran oziroma oksidiran poškodovan LDL holesterol, lipoprotein A in homocistein, vsi trije dražijo steno ožilja in povzročajo tole tiho vnetje. Seveda vse te snovi v procesirani hrani pa tudi na drug način poškodujejo organizem in žile, ampak to je nekaj, kar sem nekako hotela izpostaviti, da je tudi to problem, da dražijo to steno oziroma to plast, zaščitno plast v ožilju. Priporoča se pa uživanje zelenjave in sadja zaradi vlaknin, ker so bogate z vlakninami, antioksidanti, bioflavonoidi, antocianini in drugimi vitamini, minerali, ki so nujne za zaščito pred oksidativnim stresom. Leče in stročnic, tudi zaradi vlaknin in beljakovin, oreščkov, ker so polne nenasičenih maščob in tudi vlaknin. Polnozrnatih žitaric, bogate z vlakninami in tudi vsebujejo več beljakovin. Hladno stiskano oljčno olje je priporočljivo ali kokosove maščobe, tudi po možnosti hladno stiskano, je pa nujno potrebno se izogniti predvsem transmaščobam, to so margarini, in tudi mnogim drugim manj kakovostnim rastlinskim oljem, ki jih je veliko v procesirani hrani oziroma industrijsko predelani hrani in jih je seveda teh nekvalitetnih rastlinskih olj tudi dejansko na trgovskih polic te prevladujejo. Potem se priporoča tudi uživanje rib, bogatih z omega-3 maščobnimi kislinami, to so losos, skuše, sled. Moramo vedeti, da omega-3 blokira sintezo, seveda, če je kvaliteten omega-3, mora biti res kvaliteten. Tako da vam priporočam, da če ga kupite od katerega koli proizvajalca, da preverite, da je čist od težkih kovin in da je zaščiten že v samem preparatu s kakšnim antioksidantom. Namreč omega-3, če ni kakovosten, več škoduje, bolj lahko škoduje kot koristi. Kakovosten omega-3 pa dejansko zmanjšuje viskoznost krvi, kar pomeni, je en dejavnik faktora, ki zmanjšuje rizik pred kakšnimi trombozami. Drugo pa tudi izloča oziroma blokira izločanje prostaglandinov. Prostaglandini so pa mediatorji vnetja, ki bolj ohranjajo ta tiha vnetja tudi v ožilju. Zelo se priporoča tudi uživanje zelenega čaja zaradi katehinov, ki pa je tudi izjemno dober antioksidant. Pomembne so, katere snovi nam še lahko pomagajo. Antioksidanti, moramo vedeti, da so antioksidanti snovi, ki organizmu pomagajo, da se zaščiti pred celičnimi poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. Prosti radikali seveda se nenehno ustvarjajo v našem organizmu in jih vnašamo tudi od zunaj, s hrano, pijačo in tudi se ustvarja odvisno tudi od načina življenja in prehranjevanja. Z namenom zaščite žil lahko uživamo tudi lecitin, česen, omega-3,
transresveratrol, artičoke, C-vitamin, bioflavonoide, antocianidine, polifenole. Antocianidi, to samo da povem, da dejansko se nahajajo, največ antocianidinov je v pobarvanem sadju in zelenjavi, predvsem tisto dajo rastlinam to modro, vijolično, rdečo barvo. Tako da čim več tega zaužijemo, več antocianidinov zaužijemo, ki so pa izjemno močni in koristni antioksidanti. Pol je pomembno, bomo videli zaradi stresa, tudi če pomislimo na uživanje adaptogenov, to so ašvaganda, rožni koren, te dve sta najbolj znani in tudi dostopni pri nas. Oni nekako pomagajo organizmu, da se lažje prilagodi tudi v stresnih okoliščinah. Torej nastane nekoliko manj škode v organizmu. Zelo pomembno je tudi uživanje alg, pšenične trave in uživanje tudi seveda ostalih virov zelenih pigmentov, pomagajte mi. Klorofile. Ja. Namreč te prispevajo tudi alkalizaciji organizma. Alkalizacija organizma je tudi zelo, zelo pomemben varovalni dejavnik, namreč v zakisanem telesu, ki ga večina nas ima zaradi morda pretiranega uživanja mesa in tudi teh procesirane hrane, smo manj ali več skozi v zakisanosti in zakisanost daje pogoj za razvoj zelo velikega števila različnih bolezni, med katere sodi tudi rak. Pomembno je še poudariti, da ne priporočamo, recimo tisti, ki smo se učili tudi uporabljati te fitonutricijence, so nas opozarjali med študijem, da ni pametno, marsikdo reče, kaj boš toliko enih različnih stvari jemala. Ampak pomembno je vedeti, da če človek vzame eno vrsto antioksidanta v visokem odmerku, prvo, ta lahko ima tudi stranski učinek, recimo C-vitamin, za katerega vsi mislimo, da je samo dober. Ne, če vzamemo plivit C v visokem odmerku, prvo se zakisa organizem, drugo lahko nastanejo ledvični kamni, tretje po 4 urah nimamo več C-vitamina na razpolago v organizmu. Torej, izjemno pomembno je, da jemljemo mešanico različnih antioksidantov, ker vsaka vrsta antioksidantov pobere določeno skupino prostih radikalov. Torej, če hočemo se zaščititi pred prostimi radikali, ne smemo jemati ogromne doze enega antioksidanta, ampak čim več različnih antioksidantov v zmernih količinah. In tudi recimo ta C-vitamin, ki sem ga omenila, je zelo pomemben, če je v obliki s počasnim sproščanjem. Ker ta omogoča enakomerno dostopnost C-vitamina brez tega nihanja, ki povzroča zakisanost organizma ali pa tvega recimo nastanek ledvičnih kamnov. Gibanje je izjemno pomembno, namreč v današnjem času je zelo razširjeno to pretežno sedeči način življenja in pomen gibanja za zaščito zdravja je izrazita. Namreč sedeči način življenja izrazito poveča tveganja za kardiovaskularne in tudi druge degenerativne bolezni. Zato se priporoča redno rekreativno ukvarjanje s športom, hoja, joga, delo na vrtu. Tudi z gibanjem se ustvarjajo antioksidanti v našem lastnem telesu. Glutation je en od teh, ki ga ustvarja naš organizem, ampak potrebuje gibanje za vzpodbudo. Gibanje bistveno prispeva k obvladovanju stresa in zvišanju ravni dobrega HDL holesterola ter znižanju ravni slabega LDL holesterola. Spanje je tudi zelo pomemben dejavnik varovanja zdravja, namreč posledica sodobnega načina življenja je premalo kvalitetnega spanca. V cilju varovanja zdravja je pomembno upoštevati naravne cirkadiarne bioritme organizma, kar pomeni tudi zagotavljanje optimalne količine spanja 7 do 8 ur, najboljše nekje med 22 in 600 uro, namreč določeni hormoni se izročajo po cirkadiarnem teh ritmih. Recimo somatostatin, to je hormon, ki
omogoča otrokom, da rastejo, pa mladostnikom, zato rečemo, morate iti spat pravočasno, da lahko zrastete. Za nas odrasle pa pomeni zdrava raven ali pa normalna raven somatostatina pomoč pri razkrajanju maščobe. Tako da tisti, ki ponočujejo, se hitreje redijo tudi ob istem vnosu hrane, kot bi sicer, če bi šli pravočasno spat. Namreč, takrat, ko spimo, samo med spanjem se spodbuja izločanje tega somatostatina in to najbolj med 22. in 2. uro zjutraj. Torej, v tem času bi bilo fajn, če bi žali. Sprostitev je tudi ena od zelo pomembnih dejavnikov varovanja zdravja. Žal večina ljudi danes živi v nenehnem hitenju, kmalu bom končala, nenehnem hitenju in kroničnem stresu. Stres je pomemben dejavnik tveganja, ne le za kardiovaskularne, temveč tudi za druge bolezni. Kronični stres bistveno poveča količino prostih radikalov v organizmu, ki sprožijo oksidativne poškodbe vseh tkiv in posledično privedejo do razvoja mnogih bolezni. Za sprostitev so pomembni hobiji, druženje, bivanje v naravi, meditacija. Seveda moramo omeniti še problem kajenja, alkohola in zdravil. Kajenje, prekomerno uživanje alkohola in jemanje zdravil pomembno prispevajo k nastanku oksidativnega stresa v organizmu, kar sproža razvoj različnih degenerativnih in tudi rakastih bolezni. Moram še enkrat poudariti, da je pomembno vedeti, da so na prvem mestu vzroka smrti v razvitem svetu kardiovaskularne bolezni, na drugem mestu so maligne bolezni, torej rak, na tretjem pa stranski učinki zdravil ter zdravstveni zapleti zaradi interakcije zdravil, tudi če jih pacienti jemljajo oziroma bolniki jemljajo po navodilih zdravnika. Namreč, čim več zdravil bolnik jemlje, je večje tveganje za razvoj teh zdravstvenih zapletov. Namreč, ni nobenega zdravnika na tem svetu, ki bi v glavi imel informacije o vseh možnih interakcijah med zdravili. Torej, čim več zdravil jemljemo, je večja možnost teh interakcij in zapletov, tudi če imate skrbnega zdravnika, ki ga vodi. Ker preprosto je toliko enih informacij, da jih ni možno obvladovati. Če želimo živeti bolj kakovostno in bolj zdravo, je nujno, da prevzamemo odgovornost za svoje zdravje ter ga aktivno krepimo in varujemo. Izjemno je pomembno, da ne obtičimo v pasivni drži ali iskanju hitrih rešitev, težav z nekritično uporabo zdravil, ker to prinaša le nepotrebna tveganja. Ob ustrezni informiranosti mi sami lahko največ storimo za ohranitev in izboljšanje svojega zdravja. Hvala za pozornost.